Besedo predajam in pred mikrofon vabim glavnega podčastnika Slovenske vojske, višji praporščak Igor Tomašič. Izvolite, prosim. Spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor magister Alojz Štajner, spoštovani namestnik načelnika kontradmiral Renato Petrič, spoštovani župan občine Postojna, gospod Jernej Verbič, spoštovani brigadirji, glavni podčastniki, cenjeni gostje, spoštovani vojaki in predstavniki podčastniškega zbora Slovenske vojske. Za našo slovesnostjo želimo poudariti vlogo in pomen sodobnega podčastniškega zbora, se vam zahvaliti za vaše dosedanje delo ter izraziti trdno podporo vašemu nadaljnjemu razvoju in delu v Slovenski vojski. V preteklem obdobju smo s skupnimi močmi dosegli kar nekaj odmevnih rezultatov, s katerimi smo lahko zadovoljni. Naj omenim le obsežen katalog individualnih vojaških veščin, odlično izveden mednarodni tabor podčastnikov ali strumen nastop za stavonož bojnih zastav po vrstvi in enot Slovenske vojske. Dokončno nam je uspelo zaokrožiti koncept vojaškega izobraževanja in usposabljanja za vojake in podčastnike, ki je povsem skladen in primerljiv s strategijo in priporočenimi standardi NATO, kar ni uspelo marsikateri, tudi stari članici zavezništva ali partnerstva. Slovenski vojaki in podčastniki dosegajo nadpovprečne rezultate tako na področju mirovnih operacij in misij, kot pri vojaškem izobraževanju in usposabljanju doma in tujini. Podčastniški zbor Slovenske vojske je danes prepoznan, cenjen in spoštovan tako v regiji, kot tudi širše v okviru NATO. Biti podčastnik ni lahko in podčastnik ne more biti vsak. Biti podčastnik pomeni samodisciplino, strogovnost in zavzetost, pomeni nenehno odrekanje in skrb za ostale, pomeni steber vojske. Vendar biti podčastnik pomeni tudi čast in ponos, pomeni integriteto in pomeni zadovoljstvo. Zato podčastnik ni le poklic, je način življenja, je vojaška profesija, za katero se odločiš in od katere se upravičeno pričakuje dosledno spoštovanje standardov, negovanje vrednot, etičnost ter visoka stopnja profesionalnosti. Sodoben podčastnik Slovenske vojske je izobražen, motiviran, vojaško strokovno usposobljen ter kot tako obvladuje vse ključne procese sovodenja in sooblikovanja sodobne vojaške organizacije. Danes promoviramo najboljše vojake in podčastnike, ki so v preteklem letu ustvarjali in krepili pogoje za kvaliteten razvoj podčastniškega zbora ter pri svojem delu predstavljali vzor ostalim pripadnikom, saj so izstopali kot primer in pozitivno vplivali na moralo in delovno vzdušje v svojih enotah. Vsem izbranim iskrene čestitke ter zahvala za izkazan trud in dosežene rezultate. Z razlogom smo lahko ponosni na vas. Ko v letošnjem jubilejnem letu, 20. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in 20. obletnici vojne za neodvisno Slovenijo praznujemo pomembne dejavnike naše slovenske zgodovine, je prav, da povem, da podčastniški zbor Slovenske vojske trdno stopa po začrtani poti s ciljem izgradnje sodobne in kredibilne oborožene sile, tako doma, kot tudi v okviru zavezništva. Tudi za našim dejanjem dokazujemo, da smo na pravi, a zahtevni poti v procesu oblikovanja sodobnega podčastniškega zbora, ki je ne samo potreben, ampak tudi nujen v organiziranosti in delovanju sodobnih vojska, kar Slovenska vojska nedvomno je. Upam si trditi, da je podčastniški zbor Slovenske vojske v svojem dosedanjem delu in opravljenih nalogah opravičil svojo vlogo in poslanstvo. Spoštovani kolegi, bodite ponosni, da ste pripadniki podčastniškega zbora, vodite z zgledom in ne pozabite, da je vaša osnovna naloga skrb za vojake ter temeljno vodilo dosledno sledenje vojaškemu profesionalizmu. Bodite ponosni na Slovensko vojsko in našo republiko Slovenijo. Dovolite mi, da zaključim z besedami, ki jih je slavni vojskovodja Henrik V. na predvečer odločilne bitke namenil svojim bojevnikom. Od danes pa do konca sveta ne bo minil dan, da se nas ne bi spominjali. Nas, redkih srečnežev, bratov po orožju. Kajti, kdor jutri prelije kri z menoj, postane moj brat zavedno. Živala Slovenska vojska in žival podčastniški zbor! Namigi so sicer prihajali, ampak neke uradne potrditve pa ni bilo. En let nazaj sem imela intervju, a si takrat mislil, ko si mi razlagal, kaj vse si dosegel, da boš danes tle stal? Ne, takrat sploh nisem razmišljal o tem. Čutki si dobri, ja. Malo sem bil presenečen, ker nisem prej vedel sploh za to priznanje. Sem šele pol ure prej izvedel, ja.